Svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu tudi letos ponovil te aktivnosti na začetku šolskega leta, tako da smo doslej pregledali vse šolske poti, avtobusna postajališča, na katera vstopajo in izstopajo učenci, kakor tudi prometno signalizacijo ob šolskih poteh. Vodje delovne skupin smo imenovali že meseca junija, 3-članske delovne skupine, član sveta za preventivo kot vodja delovne skupine, predstavnik policije in predstavnik sveta četrtne skupnosti. Seveda smo obvestili tudi učitelje, mentorje prometne vzgoje v osnovnih šolah, ki so sodelovali pri teh ogledih. Do 25. tega meseca vodje delovne skupin morajo poslati pisna poročila na svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu, kjer bomo pregledali te zadeve. Z gospo županjo smo se dogovorili, da bo tudi razširjena seja sveta za preventivo 29. tega meseca ob 13. uri v mestni občini Ptuj, kamor so vabljeni vsi tisti, ki kakorkoli participirajo na področju prometne preventive oziroma prometne varnosti. To so ravnatelji javnega zavoda Vrtec Ptuj, osnovnih šol in srednjih šol, policija, medobčinsko redarstvo, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov in seveda tudi vzdrževalci cest. Jih bomo na kratko seznanili s temi našimi ugotovitvami, hkrati pa bomo tudi takoj po tem sestanku imenovali že ožjo delovno skupino, se pravi komisijo, to je Komisija za tehnično urejanje prometa pri svetu za preventivo, ki bo izdelala prioritete za odpravo posameznih napak, ki smo jih ugotovili, ker vseh ni možno, bom rekel, kjer manjkajo pločniki, to ni možno trenutno takoj zagotoviti. Tako da mislim, da smo naredili vse, kar je potrebno. Seveda tudi smo se dogovorili, da bomo od 1.9. do vključno 9.9. varovali otroke na poti v šolo in domov. To bodo opravljali policisti, medobčinski redarji in člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj. Ti predstavniki teh inštitucij so tudi člani sveta. Oni so imeli nalogo, da se sestanejo, izdelajo načrt, kdo bo kje varoval otroke. Na bolj pomembnih križiščih ali prehodih za pešce bodo to prav gotovo policisti, potem so tu medobčinski redarji in seveda člani Združenja šoferjev in avtomehanikov. Imamo že nekaj let sprejet sklep, da tudi prva 2 dni po vseh počitnicah ponovimo ta varovanja otrok na poti v šolo in domov. Tako da in seveda druge aktivnosti, ki peljemo zdaj, bodo zelo hitro dan odprtih vrat Združenja šoferjev in avtomehanikov, kjer začnemo izobraževati učence 4. razreda, ki potem za pridobitev kolesarskega izpita, ki ga opravljajo v 5. razredu. Se pravi, več kot 1 leto jih usposabljamo. Prvi dan je seveda 2 šolske ure predavanja prometnih pravil, ki jih predava učitelj prometne vzgoje v šola vožnje. In pa seveda tudi zagotovili bomo tudi lutkovno igrico prometne vile Ptuj. To imamo gledališko skupino v javnem zavodu Vrtec Ptuj, ki jim bo predstavljala tudi to lutkovno igrico na temo varnosti cestnem prometu mladih pešcev.